Ja, glasba zveni absolutno bolje, predvsem, če je z nami Mlečna kraljica. Res je, in v naš studio je prišla Ana Stenovec. Dobro jutro. Jutro, jutro. Zdaj prišla si cela naspiderana, polna dobre volje. A si že dolg po koncu? Ja, od 6:30 pa sem že po koncu, je treba pripraviti na ponedeljek. Ja, ponedeljek je nov teden. Zdaj, jaz sicer Ano poznam iz bazena v Preboldu, ker namreč Ana je tam pridna kot študentka delala. Tako je. Zdaj pa je, pazi to, v roku 2 let, kar se mi da poznava, postala Mlečna kraljica. Ana, iskrene čestitke. Ja, najlepša hvala. Ja, res kar velik preskok. Leto je res polno, pač toliko se mi je zgodilo stvari, da sploh ne vem, kje bi začela. Kako pa stojiš kaj s faksom? S faksom zaenkrat super, vse izpite imam zaključene, zdaj sem v bistvu absolventka magisterskega študija prehrane in v bistvu me čaka še sam magisterska, tako da ja, še vseeno me čaka veliko dela. No. Držimo pesti, da bo to šlo čim hitreje za tabo. Kakšne imaš pa plane? Zdaj recimo, bova tako rekle, spoznali smo se na bazenu, kjer si bila res pridna študentka. Zdaj preskok do Mlečne kraljice. Kakšne imaš ambicije za naprej? Za naprej ambicije, ja, trenutno je itak faks na prvem mestu, se pravi, da zaključim svojo izobrazbo, pa seveda redna služba, pa tak naprej, malo gradnja kariere in... Aha, torej ne boš potem Miss sveta in Miss Slovenije? Ne, nisem taka oseba, da bi predstavljala zdaj celo Slovenijo, imam dosti tole Mlečno kraljico. No, ampak Mlečna kraljica nikoli ne pride praznih rok. Danes si nam prinesla, prosim lepo, božični jogurt. Kdo ne obožuje božičnih jogurtov? Če še niste probali, hiter iskat. Sam da vam povem, da imamo jih nekaj na zalogi, tako da če bo kakšen ostal, lahko pridete v studio Radio Fantasy si po kakšnega zase. Drugač pa Ana, kakor vem, je zdaj neka posebna akcija s temi božičnimi desertnimi jogurti. Ja, itak, božič se bliža, ja, veseli december, ja. In v bistvu imamo božično kampanjo, kjer ob nakupu 10 božičnih jogurtov, oziroma če jih seštevaš skupaj, dobiš potem v bistvu tako igro, ki je... Ker pokaže v kamero. Aha, evo, igro. Skrivnostni božični recept. Gre za igro, ki je nastala v bistvu po lanskoletni knjižni uspešnici, ki jo je napisala Neli. Gre pa v bistvu za nekakšen spomin, kjer isto zbiraš pare, imaš pa zraven postavljena taka neka bolj globoka vprašanja, da se lahko še bolj povežeš z družino in pa s prijatelji. Odlično. In ko smo ravno pri Mlečni kraljici, ne? Jaz vem, da včasih, zdaj ne vem, a je bil ravno pogoj, da ima Mlečna kraljica tudi doma kmetijo, mora biti povezana ta z mlekom ali je lahko kakršnakoli kmetija? V bistvu zaenkrat nimajo teh pogojev, ni tako strogo, je bolj starostna omejitev, je pa seveda fajn, da se malo spoznaš in pa da prihajaš z kmetije. Recimo pri nas nimamo prireje mleka, imamo v bistvu bike, živinorejo in pa prirejo piščancev, imamo tudi nekaj prašičev, ampak sem v bistvu s faksom povezana in pa delam tudi v mlekarni, tako da se ker že malo spoznam na mleko in mlečne izdelke. Kaj pa delaš v mlekarni? Kakšno je tvoje delovno mesto? V mlekarni sem pa v bistvu pri nabavi osnovne surovine, se pravi na odkupu mleka, kjer v bistvu delam počitniško delo, se pravi prejem mleka, spremljam rezultate, ko pridejo iz laboratorija, pa obveščam rejce in pa tak. Wow. No recimo, da ti povem, da tudi jaz sem včasih kot študentka delala za mlekarno in ena stvar, ki je bila pri njih najboljša, to ne vem zdaj, če boste vedeli, ampak v enem jogurtu vaniljevem je v spodi en tak džem in pol si ga zmešal s tistim jogurtom. No, tist džem oziroma, ne vem, kako se tistmu reče, mi smo to jedli šmornom. Oh my god, kak je bilo pa to dobro. In tisti jogurti, vaniljevi, tista prava vanilja. Zdaj se mi že sline cedijo. Ja, neč se moraš oglasiti v trgovino v Arji vasi, tam imamo vse naše izdelke. In trgovinica je bila tudi nedolgo nazaj prenovljena. Ja, se strinjam in pač super zgleda, res je fajn založena, pa še prodajalke tam so ful prijazne. To je zdaj ono wink, se splača obiskati. Ana, daj povej mi, kje te lahko še vidimo? Ker zdaj vem, da si kar po celi Sloveniji, a se obeta kakšen sejem, kjer te lahko tudi spoznamo, ali te lahko spoznamo tudi, če pridemo v mlekarno?
Trenutno ni nobenega sejma, ker vse tako zvem, ne zvem toliko naprej stvari. Je pa res, da danes me še lahko spremljate na drugih radijih. Okay. Tako da se še tam slišimo. Drugače pa, če vas spod zanese v moje konce, v našo prelepo Spodnjo Savinjsko dolino, se pa le oglasite pri meni doma in vas z veseljem postrežem. Ja, odlično. Evo, Ana torej vabi. Ana, najlepša hvala za tale božični desertni jogurt. In pa, kot je že Ana povedala, z nakupi božičnih jogurtov zbirate tudi točke in si lahko prislužite ugodnosti in tole super našo igro, božični recept. Tako je. Evo, super, Ana, najlepša hvala, da si se oglasila in zdaj se ne bova videli več na bazenu, ker zdaj si pa že kar mlečna kraljica. Lepo bodi, pa se vidiva seveda ob kakšni drugi priložnosti. Ja, hvala enako.